Z nami pozdravljam spoštovanega gosta, gospoda dr. Franceta Rodeta. Zdaj bi moral predolgo govoriti, če bi hotel vse o njem povedati, pa bodo dijaki potem kakšni vprašali, ampak lahko rečemo, da je veliki Slovenec, izumitelj, neke sorte, lahko bi rekli, legenda računalništva, zato ker je imel povsod prste zraven pri najbolj pomembnih rečeh. Zelo sem vesel, da se je odzval našemu vabilu. Zahvaljujem sem tudi gospe Hučevi, ki je bila zveza pri tem in je danes tudi z nami. Upam, da ga boste spraševali take pomembne stvari, ker ima veliko zapovedati, pa upam, da ne boste tudi predolgi potem, da ne bi bil potem tukaj do večera. Ne vem, kako je omejen čas, ampak še enkrat najlepša hvala, da ste se odzvali našemu vabilu in bi kar prosil dijake, da začnejo. Ja, hvala za povabilo in vsi pozdravljeni. Lep pozdrav tudi v najnem imenu, gospod Rode. Hvala profesorju Pavliču za kratko predstavitev. Še tukaj za naprej, če bo nekdo kakšno vprašanje, tako še vmes, prosim, če dvigne roko, pa bomo rekli, da pač to vprašate. Sedaj pa, če lahko kar začnemo, ste pripravljeni. Torej, rejeni ste v Sloveniji, natančneje v Nožicah pri Kamniku. Šolanje ste začeli v Homcu, ravno v času vojne vihre. Kako ste šolanje doživljali takrat in kakšni so vaši spomini na otroštvo? Kot ste rekel, sem začel šolo po Nikola Gorani. No, šolo sem začel, prvi razred sem začel takrat, ko so Nemci zasedali Slovenijo ali pa Jugoslavijo, kakorkoli. In sem šel v šolo, v septembru je šel v šolo, pa so pa za Miklavža smo bili vsi otroci veseli, ker je šola gorela. In potem nismo imeli nobene šole do takrat je bilo konec vojne. Ko je bilo konec vojne, to se pravi 4 leta nismo hodili v šolo. Ko je bilo konec vojne, smo pa imeli šolo v eni gostilni ali pa v Farožu, en razred v Farožu, en v gostilni, dopoldne. Popoldne smo pa cigle podajali, da smo šolo obnovili. Tako da v 4. razred osnovne šole sem že hodil v tej obnovljeni šoli. Eno stvar moram tudi pri tem dodati, da danes se šolari ali gimnazijci ali kdorkoli lahko zelo srečni, imate vse razne pripomočke. Meni je prinesel Miklavž naslednjo leto en zvezek in to je bilo veliko darilo. Ker ni bilo ne zvezkov, ne svinčnikov, nič. No, šolanje ste nadaljevali v gimnaziji v Kamniku in takrat vas je zelo zanimala matematika, ampak pozneje se niste odločili, da boste šli študirati matematiko, ampak ste se izbrali drug študij, namreč študij šibkega toka. Zakaj ste se odločili za drugo smer? Jaz sem rekel, da bom študiral matematiko dejansko zadnje mesece gimnazije. Skozi sem rekel, matematiko študiral. Ker me je pa moj bratranec peljal na univerzo v Ljubljani in mi pokazal laboratorije na fakulteti za elektrotehniko, sem tistega dne postal in se vpisal na elektrofakulteto v Ljubljani. Ker gotovo sem, da sama matematika mi ni, jaz sem jo imel rad, ampak sem bil pa tudi sposoben delati z rokami in zato sem se odločil, da bo elektrotehnika boljši predmet zame. Ko ste v Ljubljani doštudirali, ste se odpravili v tujino, kar ni bilo najbolj običajno za tisti čas. Kako to, da ste se odločili za to? Kaj vas je k temu spodbudilo? Torej, jaz sem v Ljubljani končal na elektrofakulteti in to februarja 60. leta. Predtem sem pa bil dvakrat v Nemčiji za 2 meseca,
ampak najbolj važen čas ali pa za odločitev je bila to, da smo na našem absolventskem izletu šli na Švedsk, v Ericsson, pa v Holandijo, k Philipsu, pa v Nemčijo, v Münchnu, k Siemensu. In tam so nam pokazali razne te elektroniko in integrirana vezja in vse tisto. In tudi malo kakšno je drugačno življenje v tujini. Mene pa še zanima, vi ste potem odšli v ZDA in me zanima, vi ste menda odšli z ladjo. Koliko je pa stala takrat karta za ladjo? Karta za ladjo, to jih povem čist. Jaz sem takrat v Nemčiji, ker sem delal, sem prislužil en rabljen motor. In pa sem pa tega prodal, zato da sem plačal ladjo za potovanje v Ameriko. Ampak, bom dal, meni se zdi, da je tisto, ne vem točno, koliko je stala, ampak bom dal en drug primer. Jaz sem takrat bil, po moji diplomi v Ljubljani sem potem asistent na fakulteti pri tem svojem profesorju. In takrat sem jaz plačal, meni se zdi, da $80 na mesec. Pa sem pa prišel v Ameriko in dovoljenje, da vzamem s sabo v Ameriko, je bilo $20. Več denarja nisem smel uradno nesti ven. In jaz sem prišel v pristanišče in dam tistih $20 enemu taksistu, me je peljal 15 minut daleč. Pa mi je pa dal 5 nazaj. To se pravi, eno skoraj mesečno plačo za tistih 15 minut. Ampak vsi so pozneje rekli, da bi moral vsaj obratno narediti, pa bi še preveč dobil on. Ampak na vprašanje pravzaprav nisem odgovoril zdaj. Kaj pa morda, če bi primerjali tisti vaš študij elektrotehnike takrat v Ljubljani, pa potem, recimo, kako se je razvilo do danes, recimo, če morda še kakšno besedo o tem rečete, ker ne bi še bilo takrat študirati elektrotehniko precej drugačno, kar je danes. To ne vem, kako je danes. Ampak ene stvari so bile zelo dobre, kar je manjkalo, so bili pa že tako v gimnaziji in na univerzi razni pripomočki. Mi smo v gimnaziji sploh nismo imeli nobene knjige. Vse smo ga pisali, kar je profesor povedal. In tudi podobno je bilo na univerzi, da so imeli skripta svoja, knjig pa ni bilo. In ko sem prišel v Ameriko, je bilo pa to drugačne, ker jaz sem po magisteriju sem delal najprej na Northwesternu tam. No in študirati sem prišel v Ameriko, kot sem ste prej vprašal, zaradi tega, ki mi je to vlekel. Ampak in mi nekaj časa niso dovolili, da grem, nisem dobil vize. Pa sem tisto nekako zrihtal, ampak glavni vzrok, da sem šel, je bila pravzaprav moja ljubezen z gimnazije. Tudi pozaj je bila moja žena in je še moja žena. No, ko ste prišli v Ameriko, kot ste že rekli, ste šli študirati na Univerzo Northwestern in ste študirali smer biomedicino. Kako da prav ta smer? Jaz sem pač tam dobil eno štipendijo, oziroma assistantship, to je, da moraš delati, pa dobiš plačane. In s tem je bila moja šolina plačana. Zato sem pač, tam je bilo tisto mesto odprto, to je bila biomedicina. Je pa bilo vse skupaj na elektro. No, še malo menil, da je to, ker to vas bo malo zanimalo. Moja naloga za magisterij je bila narediti mašino za hipnotizirati ljudi. To je bila moja naloga. No in tisto sem naredil in tudi pozitivno
pol ljudi sem lahko hipnotiziral s tisto svojo. In naprava je delovala na ta način, da sem, ne vem, če veste, kaj je EEG, elektroencefalogram, pa EKG je pa za srce. No, in sem vzel ta signal iz glave, pa prižigal in ga šel eno luč, stroboskop pred človekom in to te pripelje v hipnotično stanje. In danes tega ne bi mogel početi, zato ker je moj končni poizkus, če je nekdo v hipnotičnem stanju, je bil ta, da sem vzel injekcijsko iglo, sem jo zapičil v roko in če se ni premaknil, je bil hipnotiziran. Ampak teh poskusov niste dokončali, ste prečasno končali. Ja, to je res. Torej, to sem delal na ta način, da sem jaz štel od 1 do 10, ko sem človeka zdal pred to luč, pa po nazaj od 10 do 1, ko je bilo vse končano, da sem ga spet v normalno stanje. Pa sem pa enega mečkega, 14 let starega fantka. In ko sem nazaj zaštel, da bo ven prišel, se sploh ni premaknil nič, kakor da je mrtev. To me je toliko prestrašilo. Sicer v tistem trenutku sem se spomnil, da sem še enkrat v 10 nazaj začel šteti in on se je malo oči premaknil, ko sem prišel do 3. Normalno so bili ljudje že čisto dober. No in jaz sem šel po profesorju, to je bil ta 25, jaz naj bi pa naredil 50 teh eksperimentov. In pri 25 se je to zgodilo, grem k profesorju, jaz to nam več delal, zdaj, če napišem to, kar sem naredil, v redu, in to sem pa naredil. In rezultat je bil, da pol teh ljudi je res bilo hipnotiziranih, drugih pa eni male, 4 pa čist nič. Kaj pa današnjim mladim bi jim tudi priporočili študij v tujini? Ja, sigurno bi jim priporočal to, ampak zdi se mi, da prve leto ali 2 je tle mogoče boljš. Jaz bi rekel, pejte pojven, ko se greste specializirati. Ali pa prej, ampak v enem določenem času ne da greš ven, pa tam študiraš. Ne vem, to je moje mišljenje, nekateri mislijo drugače. Jaz pa to mislim. Pa je odhod v Ameriko tako najboljša možnost, ali so v Evropi, recimo naprimer v Evropi, tudi kakšna središča tako zdaj za... Jaz mislim, da so, ne. Posebej še v Ameriko, recimo do zdaj, je bilo za elektrotehniko, pa razne te tehnike so bile dobre, ne. Druge pa mogoče ne. In jaz danes mislim, da elektrotehnika ni več tista ta glavna reč. V današnjem času bi jaz šel študirati kakšno genetiko ali pa kaj tazga neki, ker mi naše telo še ne poznamo zadosti. In je toliko za narediti in toliko zvedeti, da to še jaz vam študirati, okej? Imate mogoče kakšen nasvet za študente v tujini, kaj naj počnejo, kako naj uresničijo vse svoje potenciale? Bom malo drugače povedal. Meni se zdi, da človek mora imeti en cilj. In mora ta cilj z vso možnostjo prodreti ali ga začrtati in iskati, in tudi če so težave nastanejo, je treba to naprej delati. Brez cilja se ne da narediti in brez dela pa še manj.